Pozdravljeni v oddaji Ambienti, prvi slovenski oddaji, ki odpira vrata v hiše in stanovanja, vas popelje skozi slikovite vrtove, razkriva zasebne in javne objekte, ki so zanimivi zaradi domiselne zasnove, neobičajne umestitve v okolje, drzne opreme, izvirnih idej ali premišljene prenove. Slavni švicarsko-francoski arhitekt Corbusier je nekoč zapisal, da človek gleda arhitekturne stvaritve z očmi, ki so 1,70 m od tal. Z oddajo Ambienti pa bodo vaše oči lahko videle še precej višje, globlje in dlje. Ravne na Koroškem so zadnja desetletja prepoznavne ne le po železarstvu, temveč tudi po jeklenih skulpturah, ki nastajajo v okviru kiparskega simpozija Forma Viva. Slednja so navdihnile arhitekta Jureta Kotnika pri načrtovanju impozantne hiše na hribu, ki je zasnovana kot trajnostni in nizkoenergijski objekt. Mladi arhitekt je v pestri mednarodni konkurenci letos kot edini Slovenec prejel prestižno evropsko nagrado Europe 40 Under 40 za obetavne arhitekte mlajše od 40 let. Kot kaže, je strokovno komisijo prepričal svojo inovativnostjo in svežino, ki jo vnaša v arhitekturo. V ocenjevanje sem poslal 3 projekte, 2 vrtca in hišo, v kateri smo sedaj. Prvi projekt je bil vrtec Kekec, ki je prvi vrtec na svetu, ki mu lahko otroci sami spremenijo njegov izgled z vrtljivimi paneli in hkrati tudi nakaže neko sodobno izobraževanje, ki gre v smeri vedno večje udeležbe otrok v izobraževalnem procesu. Drugi projekt je bil vrtec Ajda na Ravnah na Koroškem. Ta je pa vrtec z prvo magnetno didaktično fasado na svetu in tudi tam lahko otroci spreminjajo, kako vrtec izgleda, se učijo barv, prepoznavajo oblike, izboljšujejo koordinacijo oči in rok in podobne inovativne elemente in vrtec je lahko vsakič drugačen. Ta hiša, v kateri smo sedaj, ta je pa tudi primer, redek primer sodobne arhitekture v tem okolju. Če bi na parcelo na robu hriba postavili klasično hišo, okrog nje ne bi ostalo nič prostora za vrt. Zato se je Jure Kotnik s sodelavcema pri projektu, arhitektoma Andrejem Kotnikom in Črtom Čučkom, odločil za preoblikovanje hriba. Hkrati so hiši namenili izrazito dinamično obliko. Gradnjo oziroma sooblikovanje hiše so narekovali zunanji podatki, se pravi lokacija in tudi postavitev, glede na to, da gre za rob hriba. Smo želeli pridobiti čim več nekih površin, kar smo lahko dosegli z zamiki volumnov in tako smo dobili dokaj razvejeno hišo z veliko terasami, tako da smo v bistvu zraku odvzeli prostor in ga dodali. Arhitekt je upošteval, da je investitor entuzijast, ki aktivno sodeluje na simpoziju sodobnega kiparstva z jeklom na Ravnah. Zato je obliko stavbe in kovinsko fasado navezal na skulpture Forma Vive. Filozofsko ozadje je zagotovo del, ki v bistvu osmisli oblikovanje, da ni to nek čisti formalizem, ampak je hkrati gre za to pametno, funkcionalno rešitev z pomočjo tudi nekega kovinskega ovoja. Lastniki so si predstavljali, da bodo imeli drugačno hišo, se pravi ne klasične dvokapnice, in tudi glede na to, da je ta pozicija, lokacija na precej strmem pobočju, je bilo pričakovano, da to ne bo neka klasična enodružinska hiša, ampak da bo ravno zaradi tega lahko nekoliko drugačna kot ostale. Posebnost družinske hiše je poleg oblike prinesla tudi uporaba različnih gradbenih materialov. Del hiše je v betonu, del je v opeki, to je seveda zato, da se hrib lahko utrdi. Nad tem pa je konstrukcija lesena, ker je lahko zaradi tega hiša kar 6-krat lažja, kot če bi bila na primer iz betona in opeke. Pa tudi nekatere detajle smo prav zaradi tega lahko izvedli, kot na primer, da ni tega kolenčnega zidu, da je steklo od tal do stropa. To nam je omogočila lesena gradnja v kombinaciji z jeklenimi nosilci.
Moderna stavba, ki danes strumno stoji na robu hriba, je pred začetkom gradnje prinesla kup izzivov ne le arhitektu, temveč tudi strokovnjaku z področja statike. Njena lokacija je izjemna, se pravi, to je popolnoma nasut teren, na nekaterih delih tudi preko 10 metrov. In samo zaledni del hiše praktično stoji v stabilni hribini. To je nekako prvi del, ki je bil v začetku projektiranja nekako zelo izpostavljen. Potem smo pri tej hiši kombinirali, bom rekel, kar vse tradicionalne gradbene inovativne materiale, to pomeni od betona, opeke, jekla in pa lesa, križno lepljenih plošč, ki je najbolj sodobna tehnologija trenutno gradnje, in pa potem ena previsna konzola, na kateri sediva, ki je praktično nepovezana med stropnim in pa talnim delom, in ta konzola lebdi praktično nad tem previsom in vmes je samo steklo, ni nobenega povezovalnega elementa. Najprej je bilo treba s piloti poskrbeti za stabilnost objekta v hribini. Dostikrat pri temeljenju statiki povzemamo pač neka izhodišča geomehanikov, ki nam morajo zagotoviti, da na teren, ko postavljamo hišo, ki je preko 100 ton, 150 ton težka, da bo njena, bom rekel, pozicija stabilna, mi smo pa praktično v popolnoma nasutem terenu. Tle se nam lahko zgodijo pač površinski zdrsi, globinski zdrsi zemljine, zaledna voda, ker je le hribina in tako naprej. No in potem smo to nekako z uravnoteženostjo objekta, kjer smo zadaj postavili zelo težek ta armirano-betonski del z opečnim in s tem podolgovatim traktom pritličnim, preko njega poveznili v bistvu zelo lahkotno etažo. In praktično smo celotno maso prenesli v hribino in to spodnjo etažo spredaj podprli s piloti, ki so preko 10 metrov globine, in glede na optimalni teži smo v bistvu zelo reducirali število pilotov, ker pač vsak pilot prenese neko obtežbo, lažje, ko imaš konstrukcijo, manj je pilotov, s tem pač poceniš celotno gradnjo. No in na ta način smo nekako dosegli samo globalno stabilnost objekta in potem smo preko te spodnje etaže, ki je grajena povsem klasično, poveznili to pravokotno, bom rekel, kot dve napolitanki, ki se pravokotno stikujeta, zelo lahkotno etažo, kjer pa pride do tega previsnega dela in je, ker smo praktično tle na previsu, kjer je raščen teren skoraj 10 metrov pod nami, je moral biti pa ta del konstrukcije izjemno lahek. In zdaj z izjemno lahkotnostjo dobimo v konstrukciji probleme, večje vibracije, večje deformacije in tako naprej. In mi smo tu kombinirali jekleno okvirno konstrukcijo, ki sestavlja celoten okvir, se pravi zgornje, če rečemo diafragme, in pa spodnje diafragme, tla in strop. In noter med to je pa napeta lesena konstrukcija, masivna, se pravi, ki drži to povezano togo strukturo jekla. In te dve konzoli zdaj nihata čisto po svoje. Zgornja konzola glede na obtežbo snega, glede na obtežbo, recimo, če bo že džakuzi bil predviden na vrhu. Spodnja konzola pa glede na, se pravi, stalno obtežbo, ki je tu prisotna, in glede na skupine ljudi, ki se tukaj not nabirajo. In zdaj ta diferenca med tema dvema delovanjema je tudi do 2 cm. In to je bilo treba zdaj upoštevati v postavitvi teh stekel, ki praktično plavajo znotraj tega sistema v tej konzoli. Pročelje je kovinsko, s čimer Jure Kotnik izkazuje spoštovanje do kraja, v katerem je doma železarstvo. Za fasado ni zbral železa, ker bi to kmalu začelo rjaveti, temveč je uporabil zlitino bakra in cinka, ki je trajen material. Takšno fasado je uporabil že Plečnik na Caharlovi hiši na Dunaju. V hišo vstopimo skozi prostorno vežo v sredinski etaži, ki je neposredno povezana z jedilnico in kuhinjo. Naravnost iz veže nas pot popelje v dnevno sobo, odkoder se odpira pogled na eni strani proti središču mesta in železarni, na drugi pa na okoliški gozd. Najbolj spektakularni je zagotovo ta previs, ker tudi iz tega je pogled po celi dolini, po železarni in sploh zaradi želje potem, da bi imeli pogled skoraj 180-stopinjsko steklo, je tudi ta najboljši del hiše po mojem mnenju.
V zgornjem nadstropju je ob stopnišču velika vgradna omara z drsnimi vrati, po hodniku pa se pride do spalnic, kopalnic in dodatnih teras. Prehodni med prostori so zelo odprti, prostori so prostorni, se pravi odprti zaradi svetlobe, veliko je steklenih površin, kar dela bivanje v hiši zelo prijetno, v bistvu si na pol zunaj, notri, a hkrati zunaj. V kletni etaži, v katero se lahko vstopi skozi vrt, je dodatna kuhinja, katere elementi so zasnovani tako, da jo lahko v celoti skrijemo. V kleti je tudi prostorna pralnica in pred skulpturalno zasnovanim stopniščem še manjši bivalni prostor. Hiša ima veliko umetnin tudi na zelo nepričakovanih mestih, naprimer posebno je garderobna omara, ki je hkrati galerija, slike pa tudi najdemo po celem objektu in tudi neke kipe, tako da se tudi notraj odraža ta umetniški duh. Po oglasih si bomo ogledali terasast vrt v starem delu Pirana in izvedeli, kako na sodoben način prenoviti staro meščansko stanovanje in pri tem ohraniti šarm preteklosti. Ste morda tudi vi ljubitelji starin in vam je všeč kombinacija sodobne opreme in starih kosov pohištva? O tem, kako prenoviti staro meščansko stanovanje in hkrati ohraniti šarm preteklega časa, se bomo pogovorili z arhitektko Ano Gruden. Smo v središču Ljubljane, natančneje na Miklošičevi ulici, v stavbi, ki jo je zasnoval znameniti arhitekt Vladimir Šubic. To čudovito trosobno staro meščansko stanovanje, ki nas že takoj ob vstopu navduši šarmantnim filmskim interjerjem, pa je prenovila arhitektka Ana Gruden. Nekoč je bila v tej mestni palači, kjer je tudi to stanovanje, delavska zbornica, danes pa je v njej dvorana Slovenske kinoteke. Gospa Ana, ste imeli pri prenovi kakšne težave zaradi spomeniškega varstva stavbe? Res je bilo tako, da je šlo za spremembo namembnosti in so pač se mogli vzpostaviti funkcije v teh prostorih, ki jih prej pisarne niso imele. Glede na to, da pa ni šlo za neke večje konstrukcijske spremembe, spomeniškega varstva nisem kontaktirala, no. Moram pa reči, da mislim, da spomeniško varstvo tle ne bi imeli nič proti, ker jaz sem zelo skrbno se lotila te prenove in s to nostalgijo do Ljubljane in do starih ljubljanskih hiš upoštevala vse materiale, ki so bili tle že v osnovi uporabljeni, ne, in jih tako nekako preklicala nazaj na dan. Stanovanje je veliko 78 kvadratnih metrov. Za prenovo konstrukcije, centralne in elektroinštalacije, obnovo vrat, oken ter tlakov in drugih gradbenih del je bilo porabljenih 50 tisoč evrov. Dodatnih 20 tisoč evrov pa je bilo vloženih še v opremo. Veliko pozornosti je bilo namenjeno vgradnim elementom, kot so tlaki, radiatorji, svetila in opremi kopalnice. Tu je potrebno vgraditi kvalitetne materiale, ki vzdržijo vsaj 30 let. Ta osnova mora biti tudi čim bolj nevtralna ali klasična, da ne gre prehitro iz mode, pove arhitektka. Pravi, imate posebno afiniteto do tega in poskrbite, da vse, kar je videti staro, je v resnici staro, ni navidezno staro. Ja, tudi danes se pri opremljanju večkrat omenja tako vintage pa retro stil. Jaz sem absolutno pristaš vintage stila, ker to gre za nek original, ki je na novo priklican v življenje, ne. Retro je pa neke vrste ponaredek, ne. Tako da tlele sem jaz kar kapriciozna, no, se ne zadovoljim s temi ponaredki. Raje potem na novo nekaj vzamem ali pa kombiniram nekaj, kar je res danes narejen, ne. Meni se zdi zelo fascinanten ta stav, deluje mi zelo starinski, z nekega filma. Kateri kos tega starinskega pohištva je pa vam najbližje?
Tale stol, ki ste ga omenili, je res iz filma in sicer to so fotografi v 20-30 letih uporabljali za fotografirati svoje modele. Imenuje se pa Emanuel, tale stol. V stanovanju je še veliko drugih zanimivih starin in predmetov, kot je denimo rdeča kredenca v jedilnici, ki je iz 50 let. Stara jedilna miza in klop v kuhinji se lepo dopolnjujeta stoli iz različnih časovnih obdobij. Ploščice, vgrajene nad kuhalno ploščo, imajo svojo zgodbo. So iz začetka stoletja narejene v jugend stilu. Ana jih je našla v Berlinu pri nekem starinarju in ker so jo spomnile na Ljubljano, so seveda odromale z njo. Kuhinjsko pohištvo, ki je sicer tipsko, masovne proizvodnje, je domiselno nadgrajeno starinskimi ročaji. Pod oknom med kuhinjo in dnevno sobo je ravno prav velik in žlahtno obrabljen usnjen dvosed skandinavskega dizajna iz 70 let. Piko na i dajo tudi stari lestenci, ki se nevsiljivo bohotijo ob na novo vgrajenih sodobnih funkcijskih svetilih. Sodobni sta tudi neobičajni stranski mizici, palčka, ki jo je oblikoval Filipe Stark. Poleg tega, da sta zelo praktični in se ju po potrebi lahko poljubno premika po stanovanju, sta odličen kontrast izbranim starinam. Čisto malo kiča in humorja nikoli ne škodi, pravi arhitektka, in doda, da je to kot eksotična začimba, ki jo previdno dodamo jedi, da obogatimo njen okus. Moja izkušnja v Berlinu je bila tudi to, da ljudje, tam se veliko kosov dobrega pohištva dobi za zelo ugodne cene, ker Berlin je zelo pretočno mesto in ljudje se večkrat selijo in potem te stvari res prodajo. Tako da jaz velikokrat sem kakšne stvari kupila tudi po eBayu, na Bolšjaki. Tam ste vi nekaj let delali, ne? Ja, 10 let. Tako da zdaj sem pa od septembra tle. In kakšna je vaša izkušnja? Kaj ste od tam pripeljali sem? Kaj vam je novega dal Berlin? Mogoče je to neke vrste prodornost, da tam sem se naučila vztrajati pri svojem, pa iti do konca, zato ker sem mogla. Tle bi bila mogoče malo bolj navarna, pa bi me lahko prej kaj ustavili. Po drugi strani mi je dal pa tudi to neke vrste moč, da sem videla, da je vse možno, da če res slediš nečemu, da to lahko narediš. Tako da ja, je bila zanimiva izkušnja, tako lepa. Arhitektka rada organizira prostore tako, da so prehodni. Če je le možno, ima vsaka soba po dvoje vrat. Iz veže se vstopi v kopalnico, iz te vodijo vrata v spalnico. Med spalnico in bivalno kuhinjo pa so na novo vgrajena drsna vrata. Edini prostor, ki ima samo ena vrata, je dnevna soba. Zato je v steno med jedilnico in dnevno sobo vgrajeno starinsko okno, ki dovoljuje prost pretok svetlobe med obema prostoroma. Stara okna, še posebno takšna, ki so neobičajnih oblik, so njeni priljubljeni arhitekturni elementi. Eno manjše, staro okno, je na novo zaživelo tudi na steni, ki loči spalnico od jedilnice. Svetloba, meni arhitektka, je eden izmed bistvenih aspektov pri prenovi stanovanja. Več svetlobnih virov oziroma lomljenje svetlobe ustvari bivalno bolj prijeten prostor. V ta namen pogosto uporabi tudi ogledala, še najraje stara oziroma unikatna. Tako je tudi ogledalo, ki je prislonjeno na steno ob usnjenem dvosedu. Narejeno je iz starih zavrženih vrat. Ker je kuhinja obrnjena v steno, je nad pomivalnim koritom namesto običajne stenske obloge uporabila ogledalo. Poleg tega, da lovi svetlobo, prostor tudi optično poveča. Ima pa tudi povezovalno funkcijo, saj lahko med delom v kuhinji sledimo dogajanju za jedilno mizo. Gospa Milena, to stanovanje je že 11. po vrsti, ki ste ga kupili in opremili, si ga prilagodili, in to naj bi bilo, po vaših besedah, vaše najboljše, ampak kaj je tisto, ki ga naredi najboljšega? Mislim, da starost stavbe. Meni osebno te nove, moderne stavbe niso pri srcu, čeprav sem arhitekt, ampak to gledam drugače. Pravi, stanovanje doživljate kot del celotne stavbe, ne zgolj svojega lastnega vrtička znotraj. Ne, zelo mi je pomemben sam vhod. Tako kot vidite, sem kupila z lepim vhodom. Seveda, slovenska kinoteka, težko bi bilo boljše. Najprej pogledam vhod. Če mi vhod ni všeč, sploh ne gledam naprej.
Medtem ko pri bivših stanovanjih, ki sem jih kupovala v novejših stavbah. In niso imeli tiste duše, ne? Tukaj ima že sama stavba dušo, potem pa še svojo dušo daš še sam notri v stanovanje. In to je ta čar in rad prideš noter, ne? V tega sploh rada pridem, ker je vedno paznik od spodaj za sodišče, a ne? Nikoli nisem sama, ko vstopim v hišo, ne? Se počutite varno? Ja, v redu je to. Lastnica stanovanja je nadvse zanimiva ženska. Tudi sama je po poklicu arhitektka, vendar je v življenju počela druge stvari. Gospa je zelo nemirnega duha in se pogosto seli. Pravi, da več kot 3 leta še nikjer ni imela obstanka. Tukaj se zares dobro počuti, zato je ostala nekaj dlje kot običajno. Vendar je odločitev že padla. Stanovanje prodaja, saj bi se rada preselila na Primorsko. V starem delu Pirana se skrivajo neverjetno zanimivi kotički. Obiskali smo vrt, ki ga lahko vidimo le s cerkvenega zvonika. Priljubljeno mestece na obali Piran skriva več lepih vrtov, kot bi kdo pričakoval. No, najbrž bi jih iskali na obrobju, kjer se strnjeno naselje izgubi v naravi. Mi pa smo našli neverjetno zanimiv vrt v starem delu mesta. Vrt, ki ga lahko vidimo le s cerkvenega zvonika. Kar težko je verjeti, da so na tako strmem pobočju lahko uredili vrt, ki ga sestavljajo terase. Vsaka je nekaj posebnega. Ta vrt je dokaz, kaj je mogoče doseči z jasno vizijo in trdno voljo. Kar težko si predstavljamo, kako je bilo tu ob prihodu lastnikov. Ja, takrat pa ni bilo tako. Takrat pa ni bilo tako lepo, ampak je zelo počas ratval, zato ker je to zelo veliko dela bilo vloženega, zelo veliko časa in zelo veliko energije. Kdor začne obisk na vrhu stopnic, ki vodijo s 1. do 5. terase, kjer je vhod v hišo, se prvič previdno spušča navzdol mimo prizorov, ki se mu odpirajo. Namesto, da bi lastniki na posamičnih terasah samo položili trato ali jih celo tlakovali ter tako poenostavili vzdrževanje, se povsod bohoti zelenje. Prav vsaka terasa ponuja tudi možnost počitka in uživanja v razgledih. Najprej se je začel s to spodnjo teraso, pa s tole, kjer je vodnjak. To smo v bistvu imeli kot pravico uporabe. Terase so bile v lasti občine in pač glede na to, da se tam ni bilo dostopa drugod, so omogočili tistim, ki so mejili na to, da so lahko to uporabljali. No in mi smo to potem začeli počasi urejati in smo delali vse vikende, kar jih je bilo. In ko smo šli domov, ko je bilo ravno urejen, smo rekli, ojoj, ko je bilo fino še malo stati, smo pa morali iti, ne? In potem smo tako prihajali vse vikende in tako delali. Danes je kar težko predstavljati, kako zahtevna so morala biti osnovna gradbena dela, da so lahko ob ozkih stopnicah in strmem bregu zagotovili vse potrebno za gradnjo. Lastniki so izvedbo zaupali lokalnim izvajalcem. No, ključna pa je bila moževa podpora gospe Strnadovi. Jaz se izmislim, ampak imam pa eno zelo fajn podporo v možu, ki se sicer skozi nekaj krega, da to on pa ne bo več, ampak potem vse naredi, ki mi pomaga, ki gre z mano, pa mi pomaga zbirati, pa mi pomaga prinesti. Skratka, vsakič malo znori, ampak naredi. Rastline prihajajo na vrt na različne načine. Jaz grem kar v vrtnarijo, pa tisto, kar mi je všeč, kupim. In pol že nekam umestim. Včasih se malo matram, da kam umestim, ker zdaj že ni več prostora, ampak v glavnem kar kupim.
Torej, nakupovali smo vse posod, kjer je kaj bilo. Kjerkoli smo potovali, kjerkoli smo bili, smo posod kakšno stvar prinesli s sabo. Potem smo imeli eno palmo, ki smo jo presadili s spodnje terase, to je bil cel projekt, so te fantje od Dragana so to vse gor prek škripcev, pa ne vem česa, vse presadili gor na ta zgornjo teraso in je letos šla. Najprej smo mislili, da je bil ta črv, ampak očitno jo je mraz uničil, pa veter. Vrt ob počitniški hiši družine Strnad seveda zahteva več nege, ne le ob vikendih. Ta vrt je zahteven, ker ga je velik in jaz sem to delala do pred nekaj let sama, oziroma pač z možem, ne. Zdaj imam pa enega gospoda, ki hodi, ime mu je Iztok in on hodi vsak teden in za vse to skrbi. Skrbi za to, da je vrt urejen, da je bršljan samo v eni plasti, da ni v 22, skrbi v tem, da je to vse pometeno, da je čisto, da je zalito, da je urejeno, da ni bolezni. Kako je pa to narejeno? Kako je oblikovano, to je pa moje. Vrt družine Strnad je edinstven v tem, da omogoča popolno zasebnost, saj ga na vrhu zapira zid ob krstilnici, spodaj pa ga omejuje hiša s počitniškim stanovanjem. Hkrati pa domačim ponuja lepe razglede po Piranu in okolici. Vabim vas, da nas vse do Božiča spremljate ob sobotah popoldan na prvem programu Televizije Slovenija ter ob nedeljah popoldan in četrtkih zvečer na drugem. Še več vsebin pa si lahko preberete na naši spletni strani www.tvambienti.si. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali, kako je potekala izdelava mansarde in sta nastali 2 otroški sobi, prenovljeno kraško hišo z vinsko kletjo in modularno mobilno hiško, ki predstavlja prihodnost bivanja.